Okej, a se lahko dotaknemo zdaj še tega rebalansiranja v različnih tržnih okoljih? Bikovsko, zdaj smo imeli 13 let bikovski trend, ne, očitno, zdaj ne vemo, ali se ta bik že zaključil, pa smo že v medvedu, skratka, kako je v tem primeru, Živa? Ja, z vidika donosnosti se ne v bikovskem, ne v medvedjem trendu rebalansiranje portfelja ne izplača. Zdaj, zakaj, ne? V bikovskih obdobjih je pač, kaj se dogaja, ne? Mi v trendu navzgor v bistvu zmanjšujemo izpostavljenost do bolj donosnih, naložb, ne? In pač s tem izgubljamo donos. Je pa res, da recimo strategija, ki pa ne rebalansira, na donosnosti pridobi, ampak hkrati zelo poveča tveganost, ne? Tako da z vidika tveganju prilagojenih donosnost pa rebalansiranje pozitivno vpliva, ne, na portfelj. Drugače pa pač v medvedjih trendih, v medvedjih trendih pa povečujemo izpostavljenost do naložb z nadalje padajočo donosnostjo,